Bomo mi kar začeli, včeraj je bil Simon že tukaj, pa nažalost se je izgubil in zvok in video, ne vem kaj sem narobe pritisnil, ampak skratka, ko sva zaključila danes zjutraj, ko sem jaz hotel pogledati, ni bilo nič, tako da Simon je bil tak kralj, da je danes prišel še enkrat nazaj, tako da bova imela še enkrat podobno debato, ne bo čisto ista, ker imam zdaj jaz ene par vprašanj, ki bo mogoče za vas tudi bolj zanimiv. Tako da najprej bo šla malo čez Simonovo zgodbo, pol v bistvu kaj dela, pa še vmes po vsej verjetnosti bo kakšna priporočila, kar se tiče kakšne opreme, koles, za začetnike, kako je pa pol pri tekmovalcih. Tako da, evo, Simon, hvala, ker si se še enkrat oglasil. Kako si preživel še en deževen dan? Bolj aktivno kot včeraj. Hvala za povabilo še enkrat. Ni panike prideti. Včeraj sem imela v bistvu že full fajn debato, pa bova danes, evo, greva čez ista vprašanja, ta zelo simpel, zato da jih bojo še ostali slišali. Se pravi, A, B vprašanja. Kaj spiješ, ko se usedeš po kolesu, na pijačo, pivo ali Coca-Cola? Nič od tega. Ne, vse veš, jaz sem najraje na vodi, ne. To so šla že včeraj čez. Sva rekla, da si eden izmed kolesarjev, ki ne pije piva pa ne kave. Tako da, ja, to je. Kako se pravi, izjema, ki potrjuje pravilo, ne? Recimo. Evo. Od disciplin, ki so umrle, katero bi obudil in zakaj? Eliminator, dual slalom, 4x100 gorivo, discipline, ki so bile mogoče pod UCI ukriljem, ne? Danes bi rekel dual slalom. Ok. Zato, ker ga je lažje organizirati. Ok. Polno zmeteno kolo ali hardtail? Polno. Shimano ali SRAM? SRAM. Mehanska oprema ali električna? Električna. Tubeless ali tubes? Tubeless. Morski ali gorski zrak? Gorski zrak. Energy gel ali energy bar? Odvisno od situacije, ampak gel, po mojem. Ok, se pravi, začel si z atletiko, potem pa, ali pa bom tako rekel, se pravi, atletika je bil tvoj začetek, se pravi, skok v daljino, kako si pol prišel to, kako si pa prišel v kolesarstvo? V bistvu pri atletiko sem vse tak že tako z parimi drugimi športi ukvarjal, tako kot otroka. Atletika je bila prva tako resen šport, ko sem pač treniral. In pol po enih 7 letih se je pač zgodila ta poškodba hrbta, ki me je nekako prepričala to, da bi se splačal malo več s kolesom voziti. Sem pa že prej bil v kolesarstvu tako kot hobi. Trenerji so imeli najraje, če sem šel na kolo, namesto na trening, ne. Sarkazem, ampak tako pač MTB je bil zmer ena taka skrita želja, ampak dolg neuresničena, nekako me doma niso pri tem najbolj podpirali. So rekli, da če sem se odločil za atletiko, pač bom v atletiki pač takrat ostati pa spela ta zdaj svoj projekt, ne. Kar je po eni strani dobro, ker če tako zdaj za nazaj gledam, mi je to zihar dal eno tako motivacijo, ne, ker sem se res mogel boriti za to, da sem šel jaz lahko na kolo. Pa tudi pol, da sem šel dejansko v trenerski poklic z neko ogromno željo, tako, meni je zmeraj nek plamen tlev v meni, za kolo, skozi kolo. Mogoče je to res prispevalo k temu, da sem zdaj toliko, srcem v tem. Ok. Ti že v bistvu si zelo, saj meni deluješ, skozi nasmejan, skozi neke pozitivna energija. Kako pa to bolj preneseš, ker moraš biti v bistvu trener, a si isto tako, je skozi nek good vibe, ali je, kako rataš, ne vem, kako začutijo, da si tudi strok lahko, ker pač kot trener po eni strani moraš imeti, mislim, moraš daj udariti malo po misli. Ja, mislim, nasmejan, jaz sem
Urška, ne, partnerka moja bi rekla, da sem težek kot cent, ne. Pa doma tudi, ne. Drugače sem kot trener, meni se zdi dokaj pozitivno naravnan, ne. Hkrati pa ne moreš biti pa skos, a ne. Pač moraš vedeti, kje je meja, in tudi na treningih, ki je heca, ne. Ampak takrat, ko pa ni heca, pa pač je resno delo in moraš to znati prešaltati, ne. Zdaj, to je pol včasih malo težko predvsem za športnike, ne. Eni kar mislijo, ja, da so pa kar prijatelji, pa mislim, skozi smo zafrkavali, ja, pač ne, ti si zato kle, da boš delal, ne. Zdaj, oni, ki delajo dlje cajta z mano, pač vejo to, ne. Mogoče tudi kakšni, ki so tako čisto na začetku sodelovanja, imajo toliko večji respekt, pa pač so bolj spoštljivi, pa tako, ne. Kakšen pa tako hitro lahko malo zaplava in ga moraš vsak toliko cajta spomniti, le pač, jaz sem kle šef, a ne, ne to, da se ti priješ kle malo hecati. To je mogoče ena negativna stran tega, da ne gleda zmeri vse tako strogo resno, ne, sploh pri mladih, ker konec koncev tudi jaz nisem nek star zagulen trener, ki bi jih mlatil tam, ki nekaj ne naredijo prav, ne, ampak jih probam na nek tak pozitiven način peljati čez nek proces, ne, to se mi zdi kar pomembno. Kako si pa, se pravi, povedal si malo, kako si prišel v kolesarstvo, koliko si pa kaj tekmoval, pa kdaj si se že odločil za to, da boš trener? Ker še zmeraj ti si zelo mlad. Ja, sem 28 bom. Okay. Se pravi, ko sem prešaltil iz atletike v MTB, je takrat lih eliminator bil ful popularen. In meni kot zelo eksplozivnega pa atletsko treniranega se mi je zdela to neka idealna kombinacija, da bi se dali izkoristiti. In sem pa začel eliminator dirkati, pol eliminator pač padel v vodo, ker je Uci potopil svetovni pokal, ne. In s časoma sem mogel nekako, hodil sem ostati v tekmovalnem kolesarstvu, ne, sem tako, okej, kaj ne zdaj, ne, sem mogel pa ful jasno vzdržljivosti delati, če jaz hočem kakšen cross dirkati, ne, in jaz takrat nisem imel do vzdržljivosti, ne. Tako v primerjavi zdaj, niti za burek, ne. Tako. In pa sem mogel pač malo več trenirati, sem odpeljal par crossov, sem videl, da je pač pri teh letih, to takrat sem bil star, se pravi, kot tretletnik, ne, gimnazije, in vidiš, da ne moreš kar priključiti, ne, s toliko malo treninga, kolikor sem ga imel, ne. In sem rekel pa, da vse me pa zanima res to trenerstvo, in takrat sem se odločil, da bi šel v trenersko smer, ne toliko tekmovalno, pač zase. Čeprav, ja, vse po moje sem se prav odločil, ker če tako pomisliš, realno takih nekih fizioloških prednosti nimam, da bi jaz lahko dirkal na nekem nivoju. Tako da, ampak to ne pomeni, da ne moreš biti trener, ne. Pa bolje pa znanje, ne, pomembno. Tako da, ja, jaz mislim, da sem se prav odločil. Okay. Pa treniral si v bistvu pri Calcitu za kolesarsko zvezo, da si pri Rajdu, imaš tudi še svoje kolesarje. Kako je, ker večinoma delaš z mladimi, ne? Ja, veliko. Kako je pa, ko bi rekel, kako moraš pa psihologa še igrati poleg tega, da si trener? Preveč. Veliko. Mogoče sploh, jaz predvsem delam s puncami, ne. Okay. In punce rabe še včasih še malo več tega ujčkanja, da mu reči, da ne, mislim, to se mogoče grdo sliši, ampak bolj so občutljive, ne, in včasih rabe kakšno besedo več, fantje, kakšno spodbudo več, mogoče kakšno razlago več. Takrat si tudi psiholog zraven, ne. Hkrati pa fantje so tako, radi se delajo ful močne, ne, pa veš, da mogoče niso, pa jih moraš tudi malo v to smer, ne, ker iz prve ne pokažejo.
Pa prideš na tekmo, pa pač vidiš, da ni toliko nahajpan, kot se je delo nahajpan prej. Ampak je tega veliko. Sam je dobro pri kolesarstvu, sploh pa XC-u, kad trema mine, kad štartaš. Ja. Trema je čisto na začetku, bo pa še vedno tekma toliko dolga, da tudi če si imel tremo na začetku, to mislim, da kar hiter. Sploh na začetku, ko se v cross countryju se štarta na full gas in po 500 metrih po moje sam še zraklo višku, ker pa boš v tremi razmišljati. Nimaš cajta v tremi razmišljati, ne. Je pa, se pa vidi, kdo je živčen na tekmah, ne. Zato, ker ki so živčni, delajo ful več napak tehničnih in to se kar nabere na koncu lahko. Tako da se vsem pozna, veš, mogoče ta pred štartna nervoza, odhajanja na WC in tako da jim reči bluzanja med ogrevanjem so neki, pa eni to čist zlahka prešaltajo, polka štartajo, ampak oni, ki so pa zares živčni, so živčni tudi tako večji del tekme lahko. Ja, je pa fajn delati na tem. Tega pa nikoli nisem pola razumel. Ker ponavljati tako, ok, mi smo na te maratone hodili, pa pred maratonom si vedno tako, ok, kdaj bomo začeli tistri. Jaz sem najbolj mišljal na jedra, ka moraš biti v boksu tako, kdaj je že pol ure prej. Kaj je zdaj v boksu pol ure prej? Ampak polk se je pa štartala enkrat, pa v bistvu sploh pri cestnih maratonih je ta najbolj pomemben samo, da skozi naprej gledaš. Ker večino teh, ki ne furajo velika, on gledajo nazaj, levo, desno, vse bi rad videl tam in takrat se itak zgodi. Tako da tudi, ko sem še cross country, ko sem šel ene par dirk odpeljati, sem bil glih po moje toliko star, kaj zdaj ti treniraš. Na štartu, pa ko si se zapodil enkrat, itak mlajši, ko si, itak si ka kamikaza tam, pač večji miško. Tako da, kako se pa treningi bolj razlikujejo med kaj so to, fanti, puncami? Zdaj, pri puncah, sploh v zadnjih cajtih, se skozi bolj gleda pač menstrualni cikel, čeprav ful je nekih raziskav, pa nobena ni res tako zares orang dobro narejena in na koncu je v bistvu pri vsaki malo drugače, tako da najbolj pomembno to, da res vsaki posebej znaš prilagoditi. Drugače punce, če gledaš recimo pri nekih mladincih pa to, se malo prej razvijajo ponavadi in lahko malo prej začnejo tudi bolj resno trenirati, po drugi strani pa ne moreš jih pa ko prideš do nekih količin treninga, so pa fantje veliko bolj sposobni v smislu prenašanja tako malo večjih količin pa to, ampak v osnovi pa pač neke majhne razlike so, ampak MTB še zmeraj se mi zdi veliko stvari zelo podobnih, ampak so stvari, ki mogoče punce rabe malo več poudarka, sploh odvisno, kako se z njimi dela v mladih letih, bom tako rekel, ker punce se včasih zelo šparali z vidika tehnike pa to, in ti si punca, tebi ni treba, če se bojiš, saj ne rabiš, pa pač par let mine, pa še zmeraj ne dela tega, kar bi mogla, recimo, in jaz, kaj pri puncah, kaj moram reči, da pač kar ustrajam, znam biti tudi tečen glede tega, pač če ima tam skok, ga bo mogla skočiti slejka prej, zdaj mogoče ne danes, ampak daj si to za cilj, pa pač ga shočeš, če hočeš čez par let dirkati s tom pokal, prideš tja, jaz pa tega ne bi, saj ni panike, saj si punca, tako pač. Mislim, da tega že dolgo časa ni v športu, veš ko, eni pravijo, zelo enkrat sem nekje prebral, se pravi, moške moraš trenirati, da bojo kot živali, ženske moraš pa trenirati, da bojo kot deci. Tako pač. To je nažalost tak šport. Ne, mislim pa sej, če primerjava po moje top žensko z nekim dobrim, se pravi top žensko na UCI, to kaj zmaga, pa pol z enim rekreativcem, orang, bo rekreativc še vedno bi mogel biti malo boljši
So pa majhne razlike. Ja, Tako da ja, ženske so zdaj že, pa rečemo, da te rekreativci so tako, če bi se še jaz z njim vozil, bi ga gledal 500 metrov mogoče, pa bi mu pa sam rekel, aj Ja. čau Miško. ja, Tako da so že te na najvišjem nivoju so noro dobre. Ne? ja, ja. Tako da, ja, razumem. In tehnično, in fizično. Ja, je šlo tako, ko gledam, da je kakšen cross country, mislim, da je šlo kar dosti naprej, ker sem gledal še cajte, ti sploh ne vem, če se spomniš, ko je Miguel Indurain, ne Miguel Martinez, ko je zmagal, ko smo bili na Sierra Nevadi, pač to je bilo tako, tam so bile kar velike razlike, tako kako so punce vozile, pa kako fantje vozijo. Zdaj pač, ali pa bom tako rekel, se ne opaz toliko, kot se je takrat opazil. Ja, Samo zdaj sem- so razlike manjše. Ne. Pač, največja razlika se vidi pač v tej absolutni moči. a Ne. Fantje so hitrejši, Ja. bolj agresivno lahko vozijo. Pri puncah je malo drugačen stil. Ne. Nekatere pa vozijo zelo podoben kot fantje. a Ne. To je tudi zelo energetsko potratno, pa ne moreš malo pretehtati, da se to res splača. Ne. Ne, pa se tudi tako, če gledam še v drugih, rečemo, gorsko-kolesarskih disciplinah, so pač tako, gledaš tam DH, če bi se šel uno, ki je 20 bila dol spustiti, pa če bi po moje zdaj spet treniral kakšen let, pa bi me uno po moje še vse nabila. Ker so tako, jaz si ne predstavljam, da bi prišel v 20 sekund od ta najboljšega tipa dol. Ah, kje? Ja. Sej, samo ženske so tam nekje zadnji, ne? 20-30 sekund, kle nekje je od ta najboljšega tipa na DH progi. Kar je tako meni to. So hitre, Si no. ne predstavljam, ja. So hitre. Kako je pa pol rečemo, ti imaš mlajše, pa pol, ko greš v bistvu razred višji, a zagovarjaš določeno opremo, se pravi, oprema za gorski kolo ali pa za cesto se vsem, to je zdaj že orom drago. Ja. Če hočeš biti tako, da imaš res dobro opremo, v moji glavi jaz vem, koliko se oprema pozna, vem pa tudi, da to lahko že za en avto zagoniš, da boš imel pač ti topov da top. Ja. Se pravi, koliko jim svetuješ, ne vem, ali pa če kdo hoče začeti, koliko misliš, da je nek budžet, pač da si vse nabal. To govori čelada, očala, kolo. Kje misliš, da je uno, da si lahko konkurenčen, če si rečemo v redu. Ne rečemo, pa da si že dober, pa za 15 let rečemo. Okay. Koliko je ta neka meja, ki moraš nabaviti nek cross country kolo? Zdaj, ta prva stvar, ki jo lahko povem, je, da ima ful veliko vlogo starši. Veš, in enim se res kupuje ful predraga kolesa, ne? Že pri teh letih. Ne? In imaš tekmovalce pri 15-ih, ki imajo kolesa bolj napimpana kot profi. Pač profil je na koncu vse en, kaj voz. Zato, ker pač ima ta najboljšo serijsko opremo, ki ima neke custom dele, pač prilagojene direkt za njih, ne. Ampak vse ostalo jim je važno, da pač naredi trening, da to dela in da drug dan spet dela na treningu in za tekmo ima pač drug kolo, ki ga pač minimalno uporablja. Ne. Zdaj pri teh mladincih se mi zdi, da je res najpomembno, da zadeve delajo, se pravi, da ne bojo zdaj skozi rabo neki šraufati, da ni to zdaj ultralight oprema, ki jo lahko polomaš na vsakem treningu. Tudi zato, ker tehnično so tudi tam malo skozi boljši in skozi hitrejši vozijo in te ultra lightweight zadeve ne pridejo več lih upoštev. Tako da, kar se mene tiče, nek tako srednji rang kolesa za začetek, veš, je čez glavo. Kaj je srednji rang za tebe? Veš, recimo recimo za SRAM, da ima, ne vem, GX, GX ali pa X01, recimo, to je že čez glavo. Vse dela, boje isto. Mislim, se mi zdi, da je tukaj pri sami opremi, da je skoraj najmanj razlike. Ja. Da je večja razlika mogoče, ne vem, obroči, pa pol, zdaj pri samo amortizerjih je predvidevan, da bolj
koliko je sama teža, ki so dražji, so pač lažji, kar se tiče pa kako pa dela, mi je pa tako, če je zračen, pol, ne vem, jaz sem baluna šola, ki se mi ne da ukvarjati s tem, pač enkrat na film in pol čez 3 mesece pogledam, če je še približno toliko zraka. Pač pri vzmetenju, veš, je tako, ne, pri krosu, ti nimaš zelo veliko nastavitev na vilcah pa fedrih že v osnovi, zato ker pač ciljajo na manjšo težo in nimaš recimo nastavitev komprešna. Se pravi, imaš rebound, pa imaš zaklep. In razlike so pa v težah, pa pač v kartušah noter, kakšna je, koliko je lahka, koliko dobro dela. In pri teh nekih, recimo, cenejših vilcah se pozna, koliko hitro jo znucaš. To je pač tam vzmetenje, pri krosu se splača malo več dati noter. Nima pa take, veš, toliko pomembne funkcije, ker recimo v spustu, ker na spustih se krosa ne dobi v osnovi. Moraš pač biti dober na klanca. Zdaj vilca bo že preživela za dol. In če si to nek mladinc, ki si še bolj začel, tudi opazil ne boš razlike. Kar se mi pa zdi bolj pomembno, je pa to, da imaš ti dobre bremze gor. Ker na veliko kolesih, tako nekih nižjih modelih so bremze včasih dosti nič gor. In pa se sam s tem ukvarjajo, dela, ne dela, nekaj pušča. To se mi zdi pa dosti pomembna zadeva, če se ti ne moreš ustaviti, nimaš zaupanja v kolo. In tudi napredovati ne moreš pa. Pa, kar se tiče samih zavor, so še vedno pač sta Shimano pa SRAM, a je kle še kakšen proizvajalec, ki je, rečemo, v redu? Samo v krosu, ja, kar prevladujeta. Veš, v spustu pa recimo TRP ful prodira. TRP pa zdajle, tudi slovenski trg so zdajle malo poplavljali tele Lewis bremze, pa v bistvu kitajski, ne bom rekel fake, ampak podobno zadeva kot Trickstaff. CNC je narejen, tako, že za pogledati zelo lep izdelek. Nisem jih še vozil, imam jih namen potestirati, ampak sam tukaj spet problem, to je neka nišna zadeva in če ti greš nekaj na tekmo, recimo s tom pokal, pa ti slučajno nimaš delov, kdo ti bo to zrihtal. In za tekmovalce je ful pomembno, da imajo to na voljo in da takoj lahko zrihta. Ne more pač kakor nek rekreativc reči, saj zdaj en mesec ne bom vozil, pa bom laufat hodil cel mesec. Koliko je pa nek približen tak cenovni razred za soliden kolo, kaj jaz zdaj tako, ko gledam, pismo to, kar si zdaj ti povedal, po moje hiter si na 5 urih. Hiter si, sploh pa zdaj v teh cenah. To je žalostno, ampak drugače tako... Mislim, če gleda za polno vzmetenega, si ziher na 5 urih. Ja, hiter, 4-5. Ampak, se veš, vsak nekoga pozna, ker ti lahko nekaj še pozrihta in se da... Sploh zdaj, ko so zaloge kar velike, se da še dobro kolo dobiti za to dober dar. Za 3 ure se da zelo dober bike dobiti zdaj. Pa imaš kakšnega proizvajalca, tako, ki te pošeč ali pa, ne vem. To me boš spet vprašal moje sansko kolo. To tudi malo na koncu. Ne vem. Pa da bi rekel ene 3 do 5 proizvajalcev, če vzameš tam bike za 3 do 5 urjev, pa boš v redu čez prišel. Cenovno po mojem, tako za mlade, Cube delač najbolj cenovno dostopen. Veš pa imaš, mi recimo treke vozimo, so v osnovi dosti dražja kolesa. In za isti budget je to lahko en rang kolesa razlika pri določenih firmah. In pri mladih nima veze firma kolesa, po mojem. Sprav, kakšen pol še tale Canyon je najbrž isto price performance dosti v redu. Pač ameriške brandi, kot so
Specialized, Scott, kaj Giant, te imajo bolj ponovadi so dost ok. Giantov se ful zanimiv, se ful malo so Sloveniji v krosu. Sploh. Ker pri cesti vem, da imajo price performance, da imajo v redu cene. Pustimo, jaz ga ne bom kol vozil, ampak pač ja. Mislim, če gledam za opremo, kaj ponujajo, je ok. Ja, lahko Pač meni ni všeč, ja. zaradi tega ga ne bi vozil, kako se vozi, nimam pojma. Ja, Ampak se stid, ne. pač to je tako, kot za določene druge stvari, ker če mi kaj ni všeč, pač če dobim zastonj, dam lahko sam naprej. Ja, mislim, tako je. Greva še malo na treninge, ker o tem so se že včeraj kar dosti pogovarjala. Kako začneš mogoče pri začetnikih s treningi, pa kakšen je pol progres, ko grejo malo v višje kategorije, se pravi, kje se mogoče največ razlikujejo? Začetnike v kakšnem smislu? Mislim, če ti pride nekdo iz osnovne šole, pa bi se rad treniral, se pravi, kakšen je mogoče še direkt v plan, ampak kje je več poudarka tehnika, ali je več poudarka prav res na treningu, pa pol se pravi treningu, šprintih, tako naprej, ne, ker tukaj tako, kot si že povedal, oziroma so se že pogovarjala, so sam intenzivni šprinti, ne. Se pravi, tukaj nimaš, da si tako malo steady, da si na 60-70%, ampak je pik, pa pade, pa pik, pa pade. Ja, na tekmo. Se pravi, kako je trenirati v bistvu za uro pa pol, 2 ure take tekme? Mislim, ja, da se vrnejo k začetnikom, ne. Zdaj, ponavadi se tako vklopijo v klube, a ne. Veš, ti, ko pač jih zanima MTB, se ponavadi vključijo neke skupine noter, ne. In pri klubih je tako, da ponavadi so pol omejene nekih 2 ali pa 3 treninge tedensko, a ne. Ampak kar se pa tiče tako na čem več delati, je pa ful težka oziroma taka zoprna odločitev oziroma dilema, ker če si rekel, da nekdo, ki prihaja iz osnovne šole, to je se pravi star 15, a ne? 15? 14, 15? 14 greš v srednjo. Ja, a ne, to so že leta, ker ti moraš imeti neki kondicije, a ne. In hkrati pa veš, da če se pa ne zna peljati, ga moraš pa tudi tehniko učiti, a ne. In pač realnost je taka, da vedno bo malo v minusu od začetka, a ne, v primerjavi z vrstniki, a ne. Zdaj pa, če vidiš, da nekdo rabi več poudarka na tehniki, a veš, da bo sploh lahko treniral, boš pač mogel malo več na tem delati, a ne. Če pa vidiš, da je pa pač tehnično ok, da je sposoben, pač da ga lahko malo bolj vključiš v nek, ne bom rekel resen program, ampak tako, letom primeren program, a ne. Pa je v mlajših kategorijah potem v primerjavi s starejšimi, ker rečemo, da se starejši pol že znajo tehnično malo bolj špeljati, koliko se pa razlikuje ali pa kako bi razdelil mogoče nek mesečen plan, koliko je določenih teh kategorij v treningu noter? Ful odvisno od obdobja, a veš. Okay. Zdajle recimo čez zimo, ko smo lih zima, ko smo pozimi, en del treninga lahko mod ponucaš za tehnične treninge, se pravi 1-2 treninga na teden. Ne moreš te pač delati sam na tem, ker je fajn, da delaš tudi neko bazo zraven, pa na hitrosti. Zdaj, če delaš hitrost, je fajn, da delaš, ko si spočit, a ne. Se pravi, moraš tudi vključiti počitek, pa nekako hitrost delati po počitku. Vzdržljivost oziroma bazo lahko delaš kadarkoli praktično, a ne. Tako, če si utrujen, moraš vzdržljivost delati, mislim, jo lahko mod delaš. Hkrati pa recimo zdaj v ta obdobje ful rad vključim še neke druge športe noter, da malo
da ima možgan laufa zraven, da ni samo sedenje pa vrtenje pedala, ampak da mora malo razmišljati, kam bo nogo dal, kako roke zraven uporabiti, pa take stvari, ne. Ampak tako, tekom sezone pa pač se prioritete spremenijo, ne. Imaš pa tehničnega treninga v bistvu zelo malo, ne. Imaš ful nekih več situacijskih treningov, nekih simulacij dirk ali pa del dirk, pa pač res nekako že bolj formo tempirati, iskati one dneve tudi, da se boš spočil vmes, a ne, ni samo utrujanje, ampak moraš tudi k sebi priti, če hočeš kaj pol dobro narediti, a ne. Tako, ful različno od obdobja. Okay. Kva pa še delajo pozimi gorski kolesarji? Zdaj, Ker rečemo cestni, ne, tudi pozimi grejo na gorski kolo ali pa na ciklokros ali pa gravel ali pa neki. Kaj pa gorski kolesarji? veš, to je plus tega, plus MTB-ja to, da te manj zebe, a ne. In v Gmajni se lahko peleš brez problema, tudi če je okoli nule ali pa tudi če je manj je zoporen, zato ker te v prsti začne zeb, se pol ne čutiš dober balance pa brems, ampak tako, če je zima, ta prava zima, ne govorimo zdaj v letošnji pomladi, decembra, ampak veš, neki se pravi skupinski športi, treningi v telovadnicah, itak fitness se dela pač v vsakem primeru, je pomlad, je zima, ne. Plezanje recimo, plavanje je tudi dobra zadeva, ne. Čeprav moram reči, da imam to že en cajt idejo, pa še zmeraj nisem im plavanja vklopil v trening, ampak tukaj je malo problema, ne, moraš imeti pogoje za to, ne. Pa zakaj plavanje? Zato je malo drugače. Ne, mislim, kaj je... Kaj jaz predvidevam tako, iz mojega vidika se vključujejo športi, ki mogoče kaj se naučiš padati, se pravi, da nimaš poškodb toliko, ne. Pol, če že padeš, da se znaš zavrteti, kaj jaz vem, samo vsakič, ko sem padel, sem bil kot albatros. Tuf. In tako da to je po moje ena. Kaj za koordinacijo, pa fitness čisto zaradi moči, se pravi max powerja, pa zaradi core, da imaš vse pri kolesu, se pravi dihanje itd., vse gre iz trebuha ven, in če imaš močen core, pač pol tudi takrat, ko si ti malo bolj gotov, lahko še vedno pritisneš. Pač to sem vsaj pri sebi sem to opazil, pač predvidevam, da smo vsi podoben delani in je pač pri drugih pol to tisto. Saj, da daš misel, da bi zdaj plavala tako 5-krat na teden, ne, tako enkrat na teden, da malo razbiješ, ne. Meni drugače plavanje, to štetje ploščic na difu, največja muka. Jaz sem padel prve sprejemce, zato ker nisem naredil norme za plavanje. Bože. Pol sem mogel začeti plavati, ne. Ker sem mislil, saj je to, teh 100 metrov me že od šprinta, ne. Sam mene je tako prbil, da sem mislil zadnjih 25 metrov, da bom umrl. Čak, 100 metrov, to so 4 dolžine. 4x25, ja. To me pač To tam malo še nisem plaval, nikoli. No, jaz sem pač pol mogel začeti plavati in sem hodil v Kranj na ene triatlonske treninge. Tako, enim triatloncem sem se priključil. In to je bilo kar težko. Ne bi več plaval. Tako da, mogoče je zaradi tega. Svoje travme na druge. Ne, mogoče je zaradi tega, veš, da malo vidijo, koliko jim je fajn na kolesu, ne. Jaz sem to dostikrat s svojim pravim, ne. Jaz sem za tretke prišel, ne. In ti si skozi na enem ali pa mogoče 2 stadionih, ne. Na kolesu smo toliko svobodni, če nisi prej bil kakšen drugem ali pa športu, recimo dvoranskem, ne, ali pa plavanje, to je res na huj zapor, ne. Ampak tako pol šele vidiš, koliko je kolo fajn, ne. Greš lahko vsak trening drugam delati, če ti tako sede, ne. Ne bi jim dajal zdaj plavanja preveč, zato ker po mojem bi kdo nehal trenirati. Ampak to, kar si rekel, ful se mi zdi pomembno, da delajo
tudi neke druge stvari, da lahko nekaj od tega odnesejo. Ne? Veš, plezanje recimo, ful vklopiš zgoren del telesa, roke vklopiš, to je stvar, noge, tudi delajo ful noge pri plezanju. Čeprav plezaš, velike noge plezaš tudi. Pa grip, ne? Grip za balanco, noro, za MTB je ful pomemben. Pa koordinacija, ker so to čist neki drugi gibi. Pa še zraven, a veš, če se lotiš plezanja, pa malo bolj tako strukturirano, da si res rečeš, le odplezal bom tole pa tole, si zacahneš smer, da si dejansko zapomniš smer, pa jo odplezaš, a veš, to je v bistvu vizualizacija, ne? In ti to lahko ponucaš tudi za proge na tekmah, ne? Veš, ti sposoben si hitreje zapomniti samo progo, ne? Veš, to so vse stvari, ki jih lahko ponucaš, ne? Drugače pa moč, kot si rekel, se mi zdi pa tudi blazno pomemben del treninga, ker eno je to, da na kolesu nimamo nobenih zunanjih sil, a ne? Ves čas smo v nekem istem položaju in itak smo celi deformirani. Kolo je tako, če resno treniraš, ni li zdrav šport, ne? Tako, za razmislek mogoče, ne? In lahko narediš veliko, da malo ublažiš posledice, ne, tega non-stop sedenja pa ponavljajočih gibov, ne, z nekimi vajami, korekcijskimi in za sam performance, a veš, power razvijati, hitrost razvijati, ne. Suhi treningi so ful pomembni, ne. Ni pa to zdaj, še vse je to zdaj vzdržljivostni šport, ne. In ne moreš delati z suhimi treningi nadoknaditi treninga na kolesu, ne. Ja, pa tudi ni fajn, da si zdaj ful nabit, sploh v zgornjem delu, ker to je le dodatna teža, ker moraš pa okrog voziti, ne. Ja, krov smo to pač, vseeno je pomemben, koliko si težek, ne. To je en minus, ne, ampak je pa ful manj pomemben v zdajšnjem krosu, kakor je bilo pa v nekih starejših časih krosa, ne. Ker zdaj so vse tekmovalci, tip tekmovalcev se je malo spremenil, ne. Ni več samo vat na kilo. Zdaj je pač to, kar si prej rekel, non-stop so neka pospeševanja. Ful bolj agresivno se dirka je krajša, tehnično zahtevna, se pravi, sam če padeš, moraš imeti nekaj okoli kosti, ker drugače se polomiš, a ne. In mišica je najboljši oklep, a ne. Okay. In tudi zgoren del, če hočeš ti voziti agresivno, kot se vozi zdaj, moraš tudi zgoren del imeti močen, a ne. In zdržati te sile, a ne. Zdaj, način, ki se zdaj vozi, pa če bi to se dalo mogoče malo nekako to pomeriti, a ne, so sile blazno velike, a ne. Veš, kakšne kompresije, pa čez skale, ki se ga nabija, pa so veliki skoki. Na koncu vidiš, da zgoren del tudi kar pomemben že rata. Kako bi pa pol, rečemo, kakšna je pa pol razlika med temi treningi, ki jih delaš po zima, bi zdajle, če bi si, ne vem, kakšne imajo letos določeni te tekmovalci, ki so že malo na višjem nivoju, ali pa rečejo, ki tekmujejo vsaj v slovenskem pokalu, pa gre kakšno tekmo še ven odpeljati. Kaj jim pol predpišeš, rečemo po zim, koliko je to treningov na teden, kaj morajo početi, ker predvidevam, da pol v sezoni so več ali manj na kolesu, ne, to ni nekih drugih treningov pol ni. Se pravi, kaj pa off-season, to kaj je off-season, je tako kar na cesti od oktobra, pa pol tam nekje do, ok, odvisno, da se začnejo dirke, ampak če so v Sloveniji, da so včeraj rekla marca, začetek aprila. Marca, veš, če hočeš dirkati, lahko cel mesec dirkaš, ne. Pač pri nas ne, ampak v Italiji, mislim, da je prva dirka je 3. pa 2. marc, ne, v Veroni, ne. Koliko pa rabiš pol to treninga pred tem? Mislim, lahko greš iz nove kolesarskega treninga, no, pač to, da si redno na kolesu. Ja. Mislim, če hočeš biti dobro pripravljen, no. Ja, nočeš biti dobro pripravljen še takrat, ne. Ker pa boš takrat, ko je glavna sezona, ne boš več pripravljen. Okay. Se pravi, če ciljaš, da je kdaj ponovadi državno?
sred julija. Okay. Mislim, da je okoli 20. julija zdaj. Če ciljaš julij, pa so te prve 2 meseca dirke so bolj pripravljene. Ja, veš, kako je, ful odvisen, ko si razdeliš ti sezono, ne, saj ti ne rabiš imeti samo enega cilja, ne. Če imaš, zdaj spet odvisen, v kateri kategoriji recimo govorimo, ne, če imaš V 23 pa elit. ja, pa imaš ti svetovne pokale, ne, ali pa že neke močnejše, ja, recimo Evropsko prvenstvo bo leto že začetek maja, ne, se pravi, moraš biti maja že v top formi, če hočeš rezultat tam narediti, ne. Sam pa moraš pa spet razbiti, ne moreš te forme držati pol do konca septembra, ne. Veš, moraš to pač pol razbijati na več delov, ne. Zdaj, če imaš pa ti, recimo kategorija U17, ne, oni imajo samo eno, v bistvu najpomembnejšo dirko v letu, ne, in to je njihovo to Evropsko prvenstvo mladih, ne. In njih je najlažje trenirati z tega vidika. Ne rabijo biti marca v nobeni formi. In oni morajo biti avgusta v formi. In se na eno dirko pripravijo in pa se pač lahko spet lepo počasi počije. Avgusta pa lahko šele maja začnejo orang trenirati. Ja, v bistvu, ja. Realnost je pa taka, da jih v bistvu, veš, zdaj pa... Moraš nazaj držati. Ja, moraš jih nazaj držati, ker vsi bi itak trenirali ful več, kakor trenirajo, ne. Imaš pa problem še, ker vsi mislijo, da mora biti pri 18 že vsi svetovni prvaki, ker to je vrhunc kariere zdaj ponovno. A ni, pač, in to mi zdaj, pa že zdaj pri 16 trenirajo kakor člani. Sam to ni, a ne, ti moraš zlata leta kolesarstva so kdaj. Mislim, če gledam jaz zdaj po cesti, je skoraj da ne res, kaj si tako, kaj si zdaj rekel. Ja, So od 18 do 22 so že v takih formi, da sam režeš, what the fuck. Veš kaj, to je po moje, no, veš, to je posledica večjih stvari, da se z mladimi ful boljš dela že, kakor se je včasih, a ne. Pa da imaš ful več nekih, veš, baza je večja, ne, imaš te posameznike dobre vmes, kaj enemu, a veš, se niso zdaj kar vsi, noben, mislim, koliko je svetovnih prvakov? En je svetovni prvak. Ja, samo tako, če gledam, ok, za gorski kolo mogoče nisem čist, ampak za cesto, če gledam zadnjih par let, kjeri so, pa že zadnjih skoraj na 10 let, so tudi te 3-tedenske dirke, ki še od mogoče kakšne Quintane, ki je zmagal to večjo dirko. Pridejo mladi zraven. Ja. Pol so se pa, od njega naprej so pa začeli kapljati tako, da so tam mladi kar naenkrat začeli. Se Pogačar zdaj že 4 sezone, Ja. pa je zdaj koliko star, 23? Se pravi, pri 19 je že na Vuelti je že zmagoval etape, pa je bil 3. pol na koncu. Vse to, veš, skozi več bo teh res hudih posameznikov, a ne. Po moje tudi zaradi tega, ker saj na cesti se je ful bolj agresivno začel dirkati, se pravi, Ja. a veš, je že prej... In to mladim ustreza. Ja, rečemo oni, ki so dizli po domač povedali, ne, je pa logično, da bo na koncu šel ful dober, samo na začetku se je počas dirkal, ne, veš, je bilo tako umirjeno, pa je bil, ne vem, ok, so bile kakšne te klasike, ki so skočili 60-70 km pred koncem, ampak po večini se v zadnjih 30 km vse naredili, ne. Ja. Pri cross country je pa že do nekdaj, pač na začetku se je štartal tako, da jaz bi kozlal po prvem kilometru, po moje že. Ja. In tako da je, tle mogoče malo drugačne. Ja. A veš, se tudi za cesto, ki si rekel, te dizelaši pa to, ta stara šola so rekli, ja, to ne moreš kot dirkati. Pa se zdaj dirkati. Pač generacije se spreminjajo, način dela se spreminja in znanja je toliko več in lej, bomo videli, kako bo. Ne? Mislim, meni je všeč, kako se zdaj dirka, sploh kar se tiče ceste. Jaz to se priklopam, pa buksel tam skoči 80 km do cilja, pa se solo odpeleva, reče, kako da fakt stari. Zadnjih lovi 20 modelov, ga lovi, pa še zmer ima isto prednost, pa še celo povečuje, ker ti sploh ni, pač fizično ne veš, kako je to sploh mogoče, da je eden praktičen boljši kukarunih 10 zadine. Ampak ja, jim rata vsak let
in je pač je fajn gledati, Ja. ko so take razlike. Grejo nazaj na vprašanje. Kaj pa je bilo sploh? Kakšen trening se spiše, rečemo, v tem zimskem času? Koliko je, rečemo, mogoče ali treninga v fitnesih, ali pa z kakšno lastno težo, ali kakorkoli, koliko je plavanja, ali pa hoje v hribe, pa koliko je mogoče pol trenažerja. Pač, še recimo hoja v hribe ali pa neke pač na splošno aerobne aktivnosti, ne, lahko jih veliko ponucaš, ne, v tem času. In zdaj, če ti delaš zdajle nek klasičen pristop, je, da ti pozimi delaš bazo, ne. Se pravi, recimo, da delaš 2krat na teden nek fitness, ne. Vse ostalo je pa kolo oziroma so neke aerobne aktivnosti, zdaj na nekih teh nizkih intenzivnostih, ne. Pol pa jaz rad zdajle dam malo teka noter, tako da naredijo recimo 2krat na teden, da grejo malo polaufat. Pa tudi rad jim zdaj vpeljujem počasi, da tudi ga hodijo laufat med sezono. Glih zaradi tega, da vzdržujejo malo, a veš, kostna gostota je problem pri kolesarjih, a ne, in mislim, ni pri vseh problem, ampak tek je eno načino, da ti kontakt s tlemi pač nabijaš, a ne, ker pri kolesu tega ni in zakaj ne, a veš, lahko pol urice na teden, tako da malo hranjajo, pa da malo razbijajo rutino. Ampak, ja, da se vrnem nazaj. Recimo neke daljše treninge, če govorijo zdaj pri mladih, imajo šolo in dam recimo med vikendom neke daljše treninge, med tednom 2krat teden fitness, en dan je frej, jaz jim ponavadi dam to kar ponedeljek, ker pač imajo glih za vikend največjo količino, da pol ponedeljek malo vse pridejo. Da zaspijo tam v šoli. Pa vmes, a veš, enkrat recimo narediš še kakšen tehničen trening, se pa že počasi dni zmanjka. Hitro se ti tedni obračajo, ne, in ful je pomembno, kako jih izkoristiš. Sploh pri mladih, ker ne smeš jim dajati preveč, zato ker moraš upoštevati, da hodijo v šolo zraven in glaven stres njihove šole. A ne. In če ti še s treningom jih ubiješ zraven, a veš, hitro je too much, ne. Po eni strani pol začnejo eni šolo špricati, ne, kar se mi spet ne zdi prav, ne. Po drugi strani pa šola ni vse, ne. In jaz pravim, da šola mora imeti zrihtano. Ne, pač to, jaz se tudi starši o tem čisto odprt pogovarjam. Jaz sem zagovornik tega, da v šoli mora imeti vse zrihtano. Ampak, če si lahko privoščiš recimo kakšno uro prej iti iz šole, zakaj ne? Če ima vse porihtano, če dela sproti, jaz ne vidim problema, da gre 1 uro pa 2 prej. Se kako pa je s temi statusi zdaj? Mi to sploh dovolijo, ker vem, da mi, ki smo imeli status športnika takrat, vem, da vsaj na telovadbo vem, da nisem rabo hoditi, ker itak si imel, pač si to treniral. Si tako več treniral cel razred. Ja, kaj boš hodil še na telovadbo? Čeprav meni na telovadbo gre najbolj hoditi, tak ne valjda. Sem šel vsakič. Tako da, ne vem, a jim sploh kaj dovolijo, rečemo, da zadnje ure, pa kdaj ne rabi iti, sploh če ima ocene zaključene itd. Ne, ful je odvisen od šole pa od profesorjev. Eni so odprti za take ideje, predvsem pa odvisen pol, a veš, koliko so oni pridni v šolo. Če imajo porihtanih profesorji, pač jih razumejo, a ne, in tudi vejo, priden si treniraš, ful več si aktiven, ker si ostali tam v razredu, pejti na trening, a ne, izkoristi 2 uri ekstra, ki jih imaš v tem dnevu, a ne, ker itak se nimaš cajta učiti, a veš, tako pač. Eni razumejo to, eni pa ne, a ne. In, ja. Si rekel, da za vikend ne jim daš daljši trening, kaj je to, 2 ure, 3 ure? Če zdaj sem, ko so stari. Ok. Pač pri mladih, če gledajo te, ki hodijo še v srednjo šolo, se pravi, kaj je to, 14 do 18? Ja, jaz imam recimo velikih imam zdajle 3 imam v 17 kategoriji, se pravi, to so 15-16, ne. To komot naredijo že 3-4 ure dolge treninge. Pač
vse rabijo, vse morajo narediti. Ne. Zakaj je 3-4 ure dolg trening, če so dirke dolge 2 ure ali pa uro pa pol? Veš, dolg trening ti da učinkovitost. Ne. Ti se navadiš telo v bistvu biti učinkovito. Ne. Se pravi, da bo manj porabljaš energije za neko isto obremenitev. Ne. In konec koncev na dirkah ni zelo velik cone 2, a ne. Ne, mislim, se to je zdaj v zimskem času, bolj, ko so v sezoni predvidevajo, da se ne vozijo po 4 ure, če ima dirka dolgo uro pa pol, kam 4 ure se ganijo tam. Ne, mislim, kakšen trening naredijo tudi daljši, a ne. Glih zaradi tega, da to ohranjajo, a ne. Ko vseeno, veš, ti moraš srce trenirati, a ne. Mislim, ne, meni je bila, po moji logiki, jaz sem vedno imel, če je dirka, ne vem, 100 km rečemo, pa moraš ti narediti, ne vem, 110-120, pa simulirati iste klance ali pa iste stvari, kakor so pač na dirki. To je bilo pač pri meni. In pol mi je v bistvu ta logika, če skozi narediš malo več, pa boš pač pripravljen za dirko. Tako da to je nekaj, tako kot bi jaz mislil, da je ok. Veš kaj je, ne? Recimo, včeraj so že malo o tem govorili, če ti delaš, ko se pripravljaš... Si nisem včeraj imela, danes je prvi. Ko se ti pripravljaš, pa delaš skozi bolj neke specifične treninge, ne? Pa imaš zelo intenzivne, na koncu ti hitro obrneta 2 uri pa pol, ne. In intenzivno pač tak trening izvaja toliko cajta, je ful težko, ne. In naprej moraš biti ti sposoben nizko intenzivnost dlje cajta ohranjati, ne. In to se pač pol prenaša tudi na višje intenzivnosti, ne. Ja, ker moraš imeti toliko pauze, ne, vmes med intervali. Ja, pa da se navadiš spucati, ne, po domače povedano. Ja, mislim, sej, vsak, ki je zdajle doma, ki misli, jaz lahko naredim en interval, ti narediš en interval, ampak pa, ko gledaš powermeter pa puls, pa si v en interval res da lahko naredil, ne, ampak pa moraš pa še enega narediti čez 15 minut, pa začneš, pa je mogoče par minut še v redu, pa gre že dol. Pa da moraš ti še 2, še 3 dodatno narediti, se pravi, da imaš, ne vem, sklop, 4-5. To je pa, tako kot si rekel, moraš imeti zelo dobro bazo, da sploh lahko prideš do tega. In meni je bilo dobro, ker sem na koncu, tako zadnje 14 dni, ker sem imel če sem imel 3 mesece neko sklop treninga, kakorkoli se temu reče, sem na koncu vedno tako, sem si zadal, kakor da je pred mano, to mi je oči rekel, da ne sploh ne gledam več cifre, pa nič, ampak ne imam sam simulacijo, kakor da bi bil na dirki, da je en skočil. In pol ne delam sam po 20-30 sekund, ne delam all out sprinte, pa ne imam pol do minute pauzo, se pravi, če začnem polno minuto, 20-30 sekund in pol spet 40-30 sekund je pa pauza in pol imaš spet še en skok. In bolj to narediš ene 3-4 skoke, ne? Ja, model, to lahko sam še kozlaš pol. Take treninge podobne, jaz tudi kar rad pišem, taki 20-30 sekundni, 40 sekundni intervali all out. Recimo za cross, to ful uporabna zadeva, ne? Ampak za trenirati so pa zelo... Ne, to moraš biti pol, ker si že zelo dober. Tega ne moraš delati na začetku. Ko boš naredil mogoče še en skok, zato ko fora je ti, še ko narediš, rečemo, ti se furaš na 90%, ne? In pol narediš skok, se pravi, greš na 120, 130 in pa spet padaš, ti ne upočasniš pol na 60, ne? Ampak ti moraš na 90 iti nazaj, kar je že zelo zajeban. In pa moraš spet skočiti gor in jaz vem, da na zadnje, ko sem ene 3-4 šprinte naredil in je bilo samo ko ne veš, a se boš sesedel, a boš kozlov, ali kaj si naredil. Jaz jim pa zelo rad dajem, recimo, od začetka, to je bil kar neka simulacija štarta tudi, ne. Recimo 30-40 sekund v filter, ne, pa mora pa še ohranjati dirkalno intenzivnost, ne.
tako recimo nekih 7-8 minut, pa pač bi šel izbruhat lahko. Taki so kar brutalni treningi, ne, ampak... Sam jih moraš delati, ker na dirki je direkt to, ne. Ja. In pač tega ne treniraš, če telo ni navajen, pač ni šans, da boš na dirki zmožen to narediti. Veš, zanj sem se pogovarjal z eno punco, ki v rajdu treniram, ki je enduro voz. In pač tako, ni čisto začetnica več, ampak se pa tako pač bolj za zabavo ukvarjal, zdaj se je začela malo bolj zaresno, ne. Je rekla, ja, meni je enduro, ki imamo dirko, teh 5 ur, to je meni najtežji dan v lifeu, ne. Rekla, ne sme ti biti, ne. Ti na dirko, ko priješ, ti moraš pokazati, kaj si naredil do takrat, ne. Ne, da je dirka najtežji del tvojega življenja, ne, ker to je že zgrešena logika, ne. In ne moraš dobro dirkati, če je to najtežje, ne. Ti moraš priti na dirko tako pripravljen, da ti je to pač tako. Mislim, je težko, nikoli ni lahka dirka, ne. Ampak treningi morajo biti hujši. Ja, direkt, ko se trening mora biti skozi hujš, kakor je pa dirka. Pa čeprav se ti zdi dirka v unem momentu kao hujš, ne. Psihično, to bolj zahtevno. Po cifrah, pa po vseh imaš po vsej verjetnosti na dirki večje cifre, sam si tudi bolj spočit prišel, ker ni na trening, redko kdo da pride na vsak trening, pa je 100% spočit. Pač ni, ne. In to se spet spomnim pri meni, ker sem treniral skozi gotov. Pa, ker sem že vedel, kako zmanjšuješ, ne, do dirke. Jaz sem imel na dirki povprečen puls 3 ure, mislim, dirki maraton, sem imel 91% od mojega maksimuma. Sem bil 3 ure, sem imel average. To je tako, pač pri meni, ker zelo težko dvignem puls tam nad 160 in takrat sem imel pa skozi, mislim, da na koncu sem imel povprečje, ne vem, 167, 162, nekaj tazga, max ga vam pa 100... Takrat sem imel okrog 190, kler nekaj. In sem bil, skozi sem bil unik, max Sonja, ne. Kako da fuck jaz zdaj to zdržim? Ker so se, ja, tako da, to je, sam je pa dober, ker vidiš, da si prav treniral, če lahko držiš prej na treningu, ni šans, da bi lahko 2 ure pa pol to zdržal, ne. Tako da so taki, so dobri, dober je una kljukca na koncu, ker tudi, če ne uresničiš svojega cilja, si rekel, ok, si se vsaj dobro. Vsaj neki si videl, da si naredil. Tako da, to je kar fajn. To je tudi ena stvar, ne, ker zmer se gleda, mislim, ne da se zmer gleda, ampak najlažje je videti sam rezultat, ko mesto pa to, ne. Veš, moraš čas tudi, pa mogoče mesto na dirki, na koncu koncev, včasih se ne izide vse, ne. Moraš čas tudi take stvari pogledati, ne. Veš, mislim, fora je, da zdaj, veš, vsi v klubih, ki so, imajo trenerje, tako kot si ti, takrat, ko sem jaz vozil, takrat je bilo še malo drugače, pač to ni bilo glih, pač vsaj v teh disciplinah, ko sem bil jaz, to si lahko sam treniral. Si imel par klubov po Ljubljani, ampak to noben ni imel prav trenerja, pa nekaj, pač tega ni bilo, ne. In tako, ko se zdaj dela, ko se boljš dela, se mi zdi, da je dosti lažje, ko imaš vsaj eno osebo, ki ti lahko pove, ja, lej, še vseeno, poglej si cifre, koliko si dober, ne vem, odpeljala, ker na treningih ni bilo mogoče, je bilo lahko si samo minuto zdržal, se pravi, napredek je, ne, ker v kolesarstvu pa vsi vemo, da ti moraš kar nekaj let voziti, da prideš na nek nivo, ne, da sploh lahko to zdržiš, ker to v kolesarstvu pa še fora je, da če imaš kakšno poškodbo, 3 do 6 mesecev kaj ne voziš, ja, to si šel spet ful nazaj, ne. In tako je tudi, ko si, zato se kolesarji, vsaj po moje, bojijo malo po zim biti dosti brez kolesa, ker zelo hitro forma pade, ne. In pol spet pride do unega nivoja, jaz sem bil 2 leti zapored, ko sem ful se vozil, pa sem šel res dober, pa ta 3. let, ko sem sam pomislil na to idejo, fakt, zdaj se moram pa spet začeti. Sem prvi mesec sem še nekako prišel čez, pa je bil najslabši vreme, 2. mesec,
tam nekje proti koncu, sem rekel, jaz to ne grem več. Ja. Pač to je na rekreativnem nivoju. Ja. Sprav govorim ti, jaz sem takrat hotel tam malo Franja zmagati. Ja. In sem rekel, ni šans, to je preveč odrekanja, tisto, kad so še z bivšo glih začela, sploh ni pogoj. To, da lahko eden zmaga, ali ne vem, kako ima doma pošlihtan, po vsej verjetnosti pa najboljše, če je šel čez brejka, pa da je samski avasanska. Tu imaš neko motivacijo. Ja, drugač, to, kar si rekel, veš, da se malo bojijo biti brez kolesa. Dlje, kaj treniraš, daljše lahko ta pauza brez kolesa. Ker hitreje prideš noter. Profi imajo lahko bazo, ne? Eni profi so po en mesec, verjetno, kaj še tudi še več. Vse to mi je bilo. Se jim ne da. Od teh bolj poznanih, se pravi Valverde, ne vem, če veš že. No, on je bil zadnjih par let se sam vozil še s frendi in pač on je pol naredil še unih par intervalov, kaj je, ampak drugače je pa s kolegi vozil. Ja. To je bil njegov trening. Model je bil hud kot popar. Ja. Tako da je... Zdaj spet neki dirka tako malo zase. A veš, da ne vem? Ni šel on v Gravel pa v MTB. Mislim, da neki da je šel v Gravel, sam ne vem pa... To si ne moš pomagati, po moje. Tako, če si cel življenje na kolesu. On je zaključil koliko, pri 43, koliko je star, ki je zaključil kariero, glede nekje 42. In ja, pač... Če si cel life v temu noter, pa kar naenkrat ne, si kančelara isti, ne. On je zdaj še svojo ekipo naredil, ta BMC Tudor, tako da pač ja, še vedno je skozi to glih govoril, kdo je že to govoril, da so bili zdaj, da par mesecev se ni vozil, pa je pa kar prišel pod bol 150-160 km takih na hard in da so ga pol maserji skup sestavljali, da je bil čist prazen, čist je pogoril na onih. Kaj tak, to po moje ni navajen, oziroma kot moški ti pol težko priznati, da si pa slabši, ne. Ja. In pa, ko ne voziš tok, ti bi še vedno rad ful in ja, tako da... Ja, to ego, veš, to... Jaz sem čas precej gvihtov, ne? Svoh še v atletskih cajtih, pa pol eliminator, pa pol tudi v smučariji, ker jaz sem ful turno pol smučal. In meni je bil tako, pač, počep, veš, 130-140 kg tako za šalo, ne? In zdaj smo delali trening v fitnessu, pa je bilo gor, ne vem, nekih 50-60 kg, pa daš skadar, to ni velik, ne, veš, glava. Jaz naredim 3 serije, tako malo uspod, ne, pa ko sem pa domov prišel, jaz nisem več nog čutil, ne. Jaz sem tako, shit, ne. Pač nisem že dolgo, tako brez res, kaj kvihto zase, ne, in ja, ego je huda reč. Se moraš spomniti včasih, da nisi več tam, ki si bil. Ne, pa pozna se te disciplina rednih treningov, to pač se toliko pozna, da takoj, kar nehaš, to pade dol, tako, to v enem mesecu gre že ful, pa hede, zdaj par let, ne. Ja. Ni šans, da si tam. Čeprav še vedno misliš, ja, se to. Čas beži, ne. Čas beži, ne, sem še zmeraj v zadnji v glavi, koliko lahko bi deadliftov, pa počepal, ne. Pa se vas spomniš, da je to zdaj že kar, ne, par let od tega, ne. Zdaj se vrnem na slovensko sceno. Kaj misliš, da nam v Sloveniji najbolj manjka v gorskem kolesarstvu, da bi mogoče konkurirali lahko? Baza za začetek. Baza kolesarjev. Mi imamo ful malo kolesarjev. Zdaj na cesti je zdaj pač malo večji napad na klube, ne. Pogil imajo karnaval, ne. Pač logično, ne. Ampak v MTB-ju, sicer je teh mladih je več, kar jih je bilo, ampak pokaj pa treba zares začeti trenirati, ker prideš ti med mladince, veš, takrat pa začnejo hormoni delati in se pač razbežijo naokrog, ne. In sicer oni, ki so resni,
pač zdaj ostanejo, sam pa pridejo pa do naslednje točke, ki je pa prehod recimo na faks, a ne, pa se pa tam pač vprašajo, ne, in kar se meni zdi čisto logično, normalno, če ti ne vidiš smisla v tem, je brez veze, da ti nekaj na pol delaš trening, pa na pol faks, a ne, peč študirati, a ne, če hočeš, a ne, ali pa pej delati, a ne. Ampak pri mladih pa, veš, če ti nimaš enega velikega bazena, s katerim lahko delaš, je pač toliko manj uspešnih kolesarjev ven pride, a ne. Pa to, če nimaš na domačih tleh ful konkurence, ne? Ja, veš, to je pa naslednji minus, a ne. Oni, ki so dobri, pač pri nas, ni nujno, da so dobri po zunaj, ne, ampak ker so doma pač, dajmo reči, na vasi, ne, najhitrejši, mislijo, da so in sploh, pa pridejo pa na neko tujo dirko, pa na realna tla padejo, pa jih vse mine, a ne. In za take je najtežji, a ne. In jaz veliko raje delam z nekom, ki je v slovenskem pokalu na 2. in 3. mestu, zato ker bo pripravljen veliko več vlagati v to, kot pa ki je skozi prvi. Ker oni mislijo, da so itak najjači. Zdaj, mogoče sem malo preveč posplošil, ne, ampak to je, recimo v Sloveniji imamo v MTB problem teh serijskih zmagovalcev, ne. In nehajo ponovati lih taki. In v zadnjih parih letih jih je nehalo veliko takih. To govoriva ta leta od 14 do 17. Ja, eni zmagujejo že odkar so začeli dirkati, to je pa še en problem, ki ga imamo, da dirkajo že v kategoriji U7. Jaz, kar se mene tiče, bi lahko pobrisali kategorije do U13. Ne rabijo dirkati, naj se grejo ven voziti malo pa zabavati, ker se itak nasičijo od tega dirkanja. In veš, pa če ti skozi zmaguješ do 15. leta, pa nikoli sploh nisi izgubil, pa se sploh nisi naučil izgubiti, pa prideš pa na Evropsko prvenstvo pri 15, pa si namesto prvi 50, a ne? Veš, to je šok, to je orang šok, ne? In zdaj pa ful odvisen, kako ti to vzameš, ne? In pa spet odvisen, veš, v kakšnem okolju si, ne? Če te doma še zraven poveličujejo, veš, ti si najboljši skozi, ne? To ni lih po mojem prava smer, ne? Ampak, veš, manjši je bazen, manjša konkurenca in več imaš takih problemov. Po drugi strani pa je dobro, ker imamo majhen bazen, ker mislim, da se s temi, ki jih imamo, pa malo bolj z občutkom dela. Okay. Veš, jaz recimo vem, da bom bolj pazil na to, kako bom z nekom delal, če vem, da mogoče je to en ali pa ena od 3, ki jih sploh imamo v Sloveniji. Ker če ena neha, so samo še 2. A ne, veš tako, ne. In mi imamo ful srečo, sploh pri ženskah, da imamo toliko uspešne kolesarke v krosu, ne. Ker punce pa še 5-krat manj kot fantov v Sloveniji, ne. Pa koliko je sploh zdaj kolesarjev, rečemo, ne vem, če gledava na en cross country event, vse skupaj? Je 200? Ja, okoli 200. Recimo, da je močno... kategorij, pa najmočnejše po mojih Masters 1-2. Ja, ne več, veš. Okay. Tako ful se je... Včasih je bilo več tega veteranskega pa amaterskega dirkanja pri nas. In odkar so se proge otežile, tudi dirke so ratale malo krajše in ne paše hoditi dirkati. Grejo raje maratone voziti, ne. In zdaj največ imamo recimo, največ kolesarjev recimo v U15, U13. Ok, se to je pa dobro. To je dobro, ja. Pač vsaj tam imamo zdaj nek bazen, ne? In mladi prahajajo zadnje, ne? Sam ni pa to, ni to nivo ceste, ne? Ali pa še kakšnega drugega športa. Mislim, ne, ko jaz spomnim včasih, tega je že toliko nazaj, da je škoda sploh govoriti, ne. Sam takrat je bil boom v gorskem kolesarstvu, ko iz ceste je šlo mogoče takrat, saj jaz se ne spomnim, je šlo mogoče malo je bilo pada, in je bilo pa v gorskem kolesarstvu, je bilo pač tudi dirke, je bilo kar veliko. In takrat vem, da se je zelo dobro, pač so tudi trenirali in tako naprej. Sam pa tam 10 let nazaj, se mi zdi pa, da je začel ful upadati,
ali pa tako, da je že padali in je šlo pol počasi malo gor. Zdajle pa nisem bil že toliko cajta na eni gorsko-kolesarski dirki, da nimam pojma. Ja, imaš tako ne, vse te, ki vozijo slovenski pokal, so več ali manj na vseh dirkah, ne, pa imaš pa še kakšno dirko, ki pridejo še tujci zraven, in tam je pa kar nekaj prijavljenih, ne, jih imaš ne 300-400 lahko, ne. Ampak zdaj zadnjič smo se pogovarjali na sestanku teh organizatorjev. Vrtojba, ki je imela zmer največ udeležencev, jih po mojem ne bo zdaj imela več, ne. Zato ker te Italijani, ki so hodili, vprašanje, kako bojo hodili, zato ker jim je italijanska zveza kolesarska prepovedala, ampak ne dobivajo točk za njihov skupen seštevek. Oni zbirajo točke na različnih dirkah, ne samo na italijanskem pokalu, ampak tudi na nekih tujih dirkah. Če se ti med tok pa tok, v taki konkurenci dobiš tok pa tok točka. Ne poznam pravilnika, ampak in zdaj morajo dirkati na domačih tleh, ker so raje začeli malo okoli hoditi, ker italijanske dirke so močne. Pa tam jih imajo tudi ful veliko, tam je lahko v enem okolišu stalo 2 dirke za isti vikend. Ja. Skratka, zdaj pač bo tam tudi malo manj prijavljenih, ampak ja, lahko bi bilo še več, ne. Ni tako, kot na cesti, cesta ima veliko večjo bazo kolesarjev trenutno. Ti si imel, se pravi, ko si bil na paratletki, si imel neki poškodb. Kaj bi pa svetoval takrat, ko se ti skoraj ne svet podre, ko imaš neko poškodbo, kako iti čez to, kako se vrniti nazaj, imaš kakšen nasvet za mlajše? Fajn je, da do poškodb ne pride, ne. In zato smo najbolj trenerji odgovorni, ne. Zdaj, če se to zgodi med furanjem, pač se zgodi, ne. MTB je tak šport, ne. Že v osnovi moraš to kalkulirati noter, kle se lahko polomiš. Moram jaz ful reči, da imam kar srečo glede tega, no. V glavnem so bolj ključence, ne. To si imel pred kratkim, ne? Ja, svojo. Pa letos je imel en fant, ga treniram, je imel obe zlomljeni. Tako, v razmaku 3 mesecev je obe zlomljeni. Pa obakrat je bilo čist banalno. Enkrat je na asfaltu padel, enkrat se pa prepočas čez en drop zapeljal. Na ogledu proge zdržalo prest. Zdrsnil mu je. Delali smo eno simulacijo, ko smo tako, ne vem, neke take tempo treninge smo delali na terenu in je lovil enega U23 fanta, ne, ki je pač zelo starejši, hotel se malo pokazati in je riskiral malo preveč na enem asfaltnem ovinku tam, ko so pač na ravnino šli in je bil malo pesek in se je vlegel noter. Fak, sem si ključen zlom. To je pa kaj počel. Naroden padec pač. Ja, čisto naroden padec. Tam ne moraš nič narediti. Ja. Ne, nič. To je ono, ko v slow motionu padeš, pa že vidiš. Te zaboli še preden si padel. Ja. Mislim, veš, po drugi strani pa recimo je letos Vita na ciklokrosu si pa to patelofemoralno vez trgala, ki gre čez pogačico, ne. Je pa noro hitro rehabilitacijo naredila, ne. Tako stvar, ki bi mogla 3 mesece trajati, jo je v enem mesecu zrihtala. Zdaj že, ne vem, prejšnji teden naredila na kolesu že skoraj 20 ur. Tako pač noro hitro. In res je pomemben, da si, ja, takrat moraš biti tako mentalno res močen, pa da se res ne predaš, ne, ker moraš fajtati, vse tudi to je del pač športa, poškodbe včasih pridejo in moraš to vzeti kot del tega, pa se iz tega nekaj naučiti, ne. In mogoče glih zaradi tega, ker si pa pol primoran neke druge stvari delati, ti bojo pa mogoče glih te stvari pomagale na koncu biti še boljši, ne. Pač je pa težko. Kle je ful težko biti pameten, zato ker vsak drugače to sprejema, vsak drugače to vidi. Eni so čisto obupani za najmanjšo možno poškodbo, kaj en teden ne bo mogel iti na kolone. Ampak
ki so pa resne zadeve, pa moraš začneš malo drugače to. Se pravi, v bistvu najdete neko svetlo stran, tudi takrat, ko imaš poškodbo, kaj boš odnesel od, rečemo, tega, da boš prišel nazaj, oziroma kako boš Veš, kako je to, ne? še bolj ujačil. Zdaj sem bral, oziroma začel sem brati eno knjigo o tem, v bistvu, zlaganem optimizmu, ki se ga radi gremo, ne, vse je za neki dober, ne, vse bo ok. Ne, čas moraš pač reči, le, fuck off, to je res slabo, ne. In pol šele mogoče vidiš realno stanje, ne, pa zaradi tega pol lahko pač neki bolj. Mislim, to je zelo odvisen, kako imaš glavo naštelano, ne. Ja, samo veš, to je ena stvar, ki to je ta sodoben svet, ne, vse mora biti perfekt, vse mora biti v redu, vse mora biti lepo, ne, sam svet ni lep. Ja, mislim, ne, sam je tako, če boš enemu to povedal, kaj je zlomljen, Ja, bo pač žile začel rezati. ja, samo Ne bo včasih. v redu. a In je veš, pol mogoče doskrat boljš imeti ta fake optimizem, saj ja, sam sebe tako vedno rajš prepričam z nečem, da sej dosti gre še ful slabš kot meni. ja. In bolj glih to, ko so se prej pogovarjali. Je pač, halo, no, nič ni to hudega, tole moramo delati, a veš ono, ko si neki slabe vole, čisto brez veze, tako si reš model, to so glih prej na trecih, sem videl neki, stari, dokler se mi lahko pritožujemo, nam gre še vedno ful Ja. dober. Ja, se Pač- strinjam. In ko imaš tak mindset v glavi, ne, pa ono, ja, se sploh ni v bistvu to bad. Ne. Ampak je, Veš, moraš biti realen, ne. Veš, to, kar si rekel, jaz sej enim jezik slabši kot mene, ne. Veš, mislim, tako, ni toliko hudo, ne. Pač moraš biti realen, ne. In tudi jaz sem s svojimi športniki ponovadi kar realen. In če vem, da je neka stvar pač slaba, oziroma veš, da nekaj ni v redu, to moraš povedati, a ne. ja, ne, se to ja, same, če je pa sam neka poškodba, pa rečemo ta športnik ful, še dodatno si ustvarja nek pritisk, pa tako, zdaj ne mogo na kolo, zdaj ne mogo tisti, zdaj mu pa moraš mogoče predstaviti, ne, sem ti lahko to pa to narediš, pa boš zaradi tega ojačil, pa tako, bolj iz Ja, tega ja. vidika mislim, ne, sej, če se nekje vidi, da je pač neka poškodba, ki pač je, jo ne moreš sanirati, pač ne moreš reči, pa pač treba biti realen in Ja. reči, lej, you gotta move on, pač Ja. to ni zate, boš najdel nekje drugo, boljšo To stran. je po moje najtežja, ja, najtežji izid, ne. Ali pa, a veš, predstavljaj si pa, da je invalid rataš, Ja. a veš. In to se lahko zgodi na MTB. Ej, pristaneš na hrbet, malo narobe, recimo. Ja, mislim. Jaz sem imel par... Jaz upam, da se ne bom s takimi situacijami kdaj srečal, ne, ampak Mislim, hitro se lahko, a ne. jaz sem imel že doktorja, ki mi je, mislim, da pri 13 letih rekel, da ne smem več športati. Ja, In sem ga pogledal, sem se nasmejal, sem rekel, da ima odgraven. vse podobno je bilo z mojim hrbtom. Pač, lej, sem star to, ko sem, no mi rekel, da je vse super, ampak vem pa, da če ne bi nič športov, bi bilo pa sam še ful slabše. Ja, In tako da pri določenih stvareh moraš pa pač tudi reči, lej, fuck it, če pa pač pomeni, da bom pa poginil pač toliko prej, jebi ga bom, ampak Ja. sem saj do takrat užival. Da bi Ja. pa nič ne delal, ne. Pa tudi ne vem, kako bi se, vsaj jaz, kako bi se počutil, ne. Da gre zdaj na bolj Ja. svetlo točko. ajde. Najbolj svetla točka, tvoj dream bike, kako bi si ga sestavil. Jaz sem pa malo razmišljal, veš. No, to mi je zdaj Čeprav- všeč. Začel sem razmišljati, pa nisem prišel nikamor. Vprašal sem te najprej, greva najprej to. Kjer je dva bajka, če bi imel sam dva bajka lo do konca življenja, kjer dve discipline bi vzel? Ja, en bi bil grevel, ne, zato ker z grevelom lahko delaš vse. a ne. Veš, pač meni se tudi ni panike po manj z grevelom voziti, mi je v bistvu ful zabavno. Ne. Lahko se po cesti voziš, lahko greš ciklokros dirkat, če rabiš se malo po zimi življati. Lahko greš grevel dirkat. Udoben je, fajn je. Zakaj pa ne, en bajk za vse. Kar se pa MTB-ja tiče, pa
nek full suspension 130-140 hoda. Ja. Okay. Tukaj bom stal z istim odgovorom. Ampak zdaj za firmo pa še zmeraj ne vem. Ne gravel, ne full suspension. Ja, a veš, to sem se premalo, se pravi, sem začel razmišljati, pa nisem dokončal. Gravel bi bil zihar jeklen, a ne? Jeklen, karbonske feltne, jeklen okvir, ampak karbonska oprema. Okay. Štrom? Okay. Ne, ja, štrom, ja. Jaz sem pač pristaš štroma, ne, čeprav na grevlu imam GRX-a, ne. Okay. Ampak... Čak, pa bi dal pol Shimano gor, bi imel sram? Če bi šel na štrom, bi dal sram. Okay. Ja. Moram pa reči, da nikoli nisem D2 vozil. Pa če sem, pa trenutno ne bi zbral sam Shimano opreme. Če pride gor na kolesu, da je sestavljen bike tako, pa si rečeš fuck it zaradi tega, ker takoj, ko pol menavaš, pa to zgubiš denar. Ampak fucking ta ribiška oprema, to je zame ta zadnja oprema, kaj dam na kolo gor. Ribiška. Ja, se ima, Shimano, pač se več naredijo z unimi, kva so koleščki, kva se z mehanizmom unim ribiškim. Nikoli se nisem poglabljal v njihov ribiški prospekt. Jaz tudi ne, ampak ja, rečemo, da ribiške opreme jaz ne bi dal gor na kolo. Tako da bi bil, v mojem primeru bi dal, če bi dal elektronko gor, bi dal sram, ampak po vsej verjetnosti bi dal Campagnolo Ekar, zato ker sem ful dober dela, diski so dobri in jaz bi dal, če bi grevla si zdaj sestavljal, bi dal po moje, bi si ga To je sestavljal. 1x13, ne? Ja, 1x13, ja. In mi je bil Vizualno top. mi je ful všeč, nisem pa nikoli vozil. Meni je seksi, tako pač, ko sem ga vozil, sem rekel, tudi meni je ta predstavljanje, ki je malo trš, je meni top in jaz sem bil ful zadovoljen. Tako, z grupo samo me je funkcionirala super. Je pa res, da ko si navajen elektronko enkrat, ne, Ja. pač to ne rabiš nič servisirati, to pač skozi dela, še takrat, ko rabiš kaj nastaviti, tep pogledaš, tam nastaviš. Jaz za nastavljati zajel nisem glih najboljši in pol skozi na servis to voziti. Ne vem, kako bi bil zadovoljen. Ja, jaz moram reči, da sem se kar navadil na električne prestave in na e-bajku imam zajlo. Imam sicer doma še en menjalnik električen, pa po mojem ga bom dal tega gor tudi, ker je čist drug feeling. Pa tudi nastaviti ga mi je veliko boljš. Mislim, boljš mi dela polno, ker malo ga butneš, malo ga zviješ, to te treslaj, pa to hitro se skozi nekaj premika in elektrika pač je lepše nastavljena. No. Mislim, ja, saj se tako butne bo isti. Problem je, da ko ga butneš toliko, da pa nič ne dela, je zadeva trikrat dražja. Ja, elektrika je zelo poceni. Da mi povej, na grevlu bi imel, koliko bi imel pa dimenzijo obročev? Po mojem 700. Ok. Pa malo širše. 700, kaj, 42, več še širše? Ne, tako po mojem ne. Okay. 35 max. Ok. Ali misliš širino plašča? Ja. Ja, plašča pa, ja, jaz imam zdaj recimo 47, tako, da, do 50. Aha, ok, se pravi kar valar je. Ja, valar je, ampak, veš, če daš nek nizek profil, je tudi zelo hiter, ne? Sem tukaj, da vidim, kakšen grevelist si, makadamkar ali kakorkoli. Še rad imam, da se brez slabe vesti zapeljem tudi dol iz makadama, tudi tukaj kakšno singlo, ne? Ker če imaš ti neke 35 gumice gor, je toliko manj... Jaz sem se s tem po tem stezi dol zapeljal. Tako da... Je mogel boleti. Ja, dol, spodi sem takole delal. Ja. Ne bi imel pa recimo, vzmetenja na grevlu, ne. Ja, jaz tudi ne. To ne vem, kdo... Ja, ne vem, meni pravi, da je ful dober. Sam po mojem ni več grevl. Ja, ok, move on. Da mi povej polno zmeten bajk, kako bi pa tega, tukaj veš firmo, ali tukaj znaš firmo? Mogoče bi ostal kar pri treku.
Okay. Ja. Zdaj, trenutno vozim top fuela in 120 hoda. In recimo za neko res divje furanje, za nek bolj razbit teren je lih mogoče 1 cm, 2 malo premalo. In tam pač pa malo pogrešam, ampak za vse ostalo je pa vrhunski bike. Tako da recimo naslednji model od tega je pa Fuel X, recimo, ki ima 140 hoda. In bi mogoče kar to pol vzbral. Pa res top opremo. Ja. Tako da ga imaš tudi za pogled. Ampak ja, to, kar sem rekel že včeraj, pa kaj enkrat začneš na te bajke gledati tako kot delovno orodje, pač pa ti je malo vse, kva imaš podritjo, samo da dela dobro. Ja, sam je pa ful razlika, veš, a dela dobro ali ne. Ker meni gre pa ful na jetra, če bajk ne dela dobro. In takoj čutim, kaj ne dela dobro. Pa rečemo, pri gorskem kolesu, pač vse so opazne tudi te razlike, ampak te minimalne razlike niso tako opazne. Ker rečemo na cesti, se mi zdi, da so te minimalne razlike, da se hitreje opazijo, ker rečemo na gorcu te trese, tako malo se malo premikaš tudi. Ne vem, jaz sedeš na gorcu, me skoraj dan kol ni moto. Ja. Zaradi tega, ker si skozi malo tam te nabija in levo desno. Ja. Pri specialki, po pol ure že takoj veš, aj sedeš za stran vršt ali ti ustreza. Ja, to imaš prav. Tako da kle je malo. Kakšne imaš pa plane za naprej? Kdaj se vam začne sezona? Z marcem, se pravi, eni začnejo dirkati že takoj začetek marca, zato ker bomo tempirali za začetek stopnih pokalov pa Evropsko prvenstvo. Predvsem za Evropsko prvenstvo ciljam nekako z Vito Morin, da naredi tam že kar dober rezultat. Pol pa olimpijske igre, pa se pravi svetovno je pa pol konec avgusta, pa Evropska prvenstva še za te mlade. Sicer tam pač mi rezultat ni pomemben, zato ker kar se me tiče, ima še cajt za rezultate pol kasneje. Ampak tako, ja, jaz upam, da bo sezona čim lepše tekla, brez nekih poškodb, ker se jih ni bilo veliko, ampak koliko jih je bilo preveč. Ampak vsaka sezona pa tako hitro mine, da si tako kaj vse je bilo zboljšalo še. In tako se mi zdi, da med obema sezonoma je to kratek cajt, da moraš res naštudirati, kaj boš zboljšal. In zdaj imamo še nekaj cajta, da to popravimo. Ampak ja, upam, da pač malo še en nivo višje vse skupaj naredimo, kar je bilo 2023. Top. Jaz ti želim vso srečo v 2024 sezoni. Hvala, ker si se še enkrat oglasil. Vam pa, to, kar včeraj nismo povedali, v Velobaru bo konec tega meseca predavanje prve pomoči, specifično tudi za kolesarje. Tako da, če kdo hoče priti, lahko mene kontaktira, lahko Velobar na družbenih omrežjih. To je ta prva stvar. Ta druga stvar, če hočete podpirati podcast, pejte na proofcycling.com, pa si kaj lepega kupite, tako podpirate podcast. Upam, da ste uživali v poslušanju naju dveh. To je to, do naslednjič. Vsi vam še enkrat hvala. Peace. Hvala tebi.